Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji VTV Magazin. Za vas smo pripravili 6 prispevkov. Holding Slovenske elektrarne kot investitor projekta Plavajoča sončna elektrarna Družmirsko jezero organizira tudi informacijsko točko za občanke in občane oziroma zainteresirano javnost. Praviloma vsak 3. torek v mesecu v prostorih občine Šoštanj lahko dobijo odgovore na vprašanja v zvezi s projektom. V holdingu Slovenske elektrarne pravijo, da je načrtovana plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru pomemben del zelenega prehoda Slovenije in da ves čas transparentno in odprto sodelujejo z lokalno skupnostjo, še posebej v procesu trajnostnega prehoda Šaleške doline. Eden od pomembnih načinov za krepitev vezi s prebivalci je informacijska točka o plavajoči sončni elektrarni Družmirje, ki deluje že od sredine lanskega leta. Na informacijski točki lahko občani in vsi zainteresirani zvejo, v kakšnem stanju je projekt, kaj se bo dogajalo in dobijo vse informacije ali pa nam tudi kaj sporočijo, kar bi nam radi povedali. Minuli torek je bila že 8. informacijska točka. Odziv je relativno konstanten, na vsaki točki pride par zainteresiranih občanov. Največ vprašanj je, kakšna bo elektrarna, kakšen bo vpliv na okolje, ali bo dostop do jezera še omogočen in podobne take zadeve, kot bi jih lahko zanimala. Kaj torej predvideva projekt in v kakšni fazi postopka je? Načrtuje se elektrarna, ki bi pokrila do 50% površine Družmirskega jezera. Taka elektrarna bi lahko bila velika do 140 MW in bi na leto naredila približno 140 GWh električne energije. Trenutno je projekt v fazi državnega prostorskega načrtovanja. Izdelujemo strokovne podlage za okoljsko poročilo in samo okoljsko poročilo. Dostop do Družmirskega jezera bo mogoč tudi v primeru postavitve plavajoče sončne elektrarne, je povedal vodja projekta. Seveda, v okviru državnega prostorskega načrtovanja se načrtuje tudi krajinske ureditve okolice jezera in temu namenjena funkcionalnosti jezera. Načrtovanje gre v smeri tega, da bi bilo v okolici jezera možnih več namembnosti, ena izmed njih so tudi športno-rekreacijske, učne, rekreativne in tako. Ker jezero leži nad aktivnim pridobivalnim poljem premogovnika Velenje, se njegova velikost še spreminja. Zato so med drugim trenutno vsi vodni športi, tudi plavanje, prepovedani. Dostop do jezera je dovoljen, ni pa dovoljen dostop do celotne okolice jezera. Zato ker se tam v določenih delih še aktivno odkopava in se tudi teren temu primerno poseda. Kaj pa posedanje jezerskega dna pomeni za postavitev plavajoče sončne elektrarne? Tudi posedanje tega jezerskega dna in okolice je poseben izziv, ki ga pa rešujemo v sklopu tehničnih rešitev elektrarne. Zdaj v okviru samih strokovnih podlag smo se obrnili na take izvajalce, ki že imajo izkušnje s podobnimi elektrarnami in sidranji podobnih elektrarn. Pri nas takih izvajalcev žal še nismo našli, tako da smo se obrnili na tuje ponudnike. In kaj s plavajočo sončno elektrarno po izteku njene aktivne dobe? Sončna elektrarna kot taka tehnološko-tehnično ni tako zahtevna, je modularna, tako da kakor se sestavi, se lahko tudi razstavi. Javna obravnava predloga državnega prostorskega načrta Plavajoča sončna elektrarna Družmirsko jezero je predvidena sredi letošnjega leta. V sejni sobi občine Rogaška Slatina so svetnice in svetniki zasedali na 22. redni seji. Razpravljali so tudi o vetrni elektrarni Rogatec in ceni vrtca.
Sredine 22. redne seje občinskega sveta občine Rogaška Slatina se je udeležilo 19 od 20 svetnic in svetnikov. Na dnevnem redu je bilo 13 točk. Med drugim so obravnavali in tudi potrdili predlog za zvišanje cene za programe v vrtcu Rogaška Slatina. No, podražitev je dvig plač zaposlenih, njihova napredovanja in pa dvig stroškov živil. To smo naredili kalkulacijo oziroma analizo in ugotovili, da moramo za približno 7 do 8%, odvisno od kategorije do kategorije, tudi to ceno dvigniti, zato da bi lahko se ti stroški v prihodnje pokrili. To ne bo dodatni strošek samo za starše, ampak tudi za občino, ki subvencionira del plačila vrtca. Za občino to predstavlja 220 000 evrov dodatnih stroškov za letošnjo oceno. Bomo pa seveda na koncu videli, kakšni bodo tudi dejanski, lahko tudi večji, glede na izkušnje iz preteklega leta, ko se je v mestnem obdobju še pokazala so napredovanje in s tem tudi še dodatni stroški za zaposlene. Soglasno so potrdili tudi predlog za dvig cen socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Do sedaj bila cena v občini Rogaška Slatina pod povprečno ceno v Sloveniji. Tudi pri izvajanju pomoči na domu so razlogi za povečanje stroškov oziroma dodatnih sredstev izhajajo iz dviga plač zaposlenih, iz napredovanj in pa tudi iz stroškov živil, ki se rabijo za to izvedbo. Mi že vrsto let se trudimo, da bi zadostili čim večjemu krogu upravičencev. Tako smo v zadnjem letu imeli le teh 45, nekako v tem obsegu načrtujemo tudi za letošnje leto in izvajalci teh je 5 bi naj izvedli tam med 550 in 560 ur. Dvig plač v javnem sektorju pa je premo sorazmeren z dvigom ostalih stroškov. Mi smo pri pripravi proračuna za leto 2025 ugotovili, da bi morali skoraj vsa dodatna sredstva iz naslova primerne porabe nameniti za dvig plač in napredovanj ter drugih stroškov v naših 13 javnih zavodih, vključno za občinsko upravo. In seveda, ko smo to ugotovili, je bilo nesprejemljivo. Zato smo za drugo obravnavo proračuna pripravili neke vrste 2/3 načrta pokrivanja teh stroškov, ostalo bo se pa pokazalo tokom leta, koliko bodo ti dejanski stroški. Namreč na letnem nivoju je to bilo ocenjeno približno 500 000 evrov, kar pomeni, da je totalno destimulativno, da na eni strani se govori o povečanih prihodkih za občine iz primerne porabe, na drugi strani se pa stroški toliko povečajo, da ti tega denarja za razvojne vsebine nič ne ostane. Ena izmed točk dnevnega reda je bila predstavitev državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Rogatec. Podrobnosti sta predstavila predstavnika družbe Dravske elektrarne Maribor, doktorica Ana Marija L. Mrgole in doktor Boštjan Gregorc. Z vetrno elektrarno Rogatec naj bi letno oskrbovali okoli 15 000 gospodinjstev. Torej, vetrna elektrarna Rogatec je sestavljena iz 5 vetrnih agregatov na pobočju Maclja v občini Rogatec, s tem, da sta 2 od 5 vetrnih elektrarn oziroma agregatov postavljena v občini Žetale, ker je to res čisto na meji med obema občinama. Govorimo torej o letni proizvodnji, za katero predvidevamo, da bo večja kot 60 gigavatnih ur letno in govorimo o letni proizvodnji, ki bo predvidoma nekje okoli 35 megavatnih, letni proizvodnji nazivni moči 35 megavatov. Zaradi posega v naravo nekateri postavitvi vetrnih elektrarn odločno nasprotujejo. Na Dravskih elektrarnah se zagotovo zavedamo, da v prvi fazi mi dejansko posežemo v prostor, se pa z zaključkom gradnje pravzaprav dejansko popolnoma vse vzpostavijo v privatno stanje, razen dostopne ceste med vetrnimi agregati, ki pa pravzaprav ostanejo občini, lokalnim prebivalcem in upamo, da bojo z njimi turistično zelo zaživeli. Mi pozdravljamo izvedbo alternativnih virov energije povsod po Sloveniji. Vemo, da je umeščanje prostor dokaj zahtevno. Področje Maclja je dokaj odmaknjeno od bližnjih hiš. Kot vemo, je želja investitorja, da se postavi 5 vetrnic, 3 na območju občine Rogatec in 2 na območju občine Žetale. Kar se tiče naše občine, bi se obstoječi nadzemni daljnovod kabliral, torej spravil v kablovod, kaj večjih posegov v naši občini ne bi bilo. Zato pozdravljamo to vrstne aktivnosti in predvsem si želimo, da bi čim prej prišlo lahko tudi do izvedbe.
Ministrstvo za naravne vire in prostor je kot pripravljalec razpisal javno razgrnitev projekta Vetrne elektrarne Rogatec za 6. marca v občini Rogatec in 11. marca v občinah Žetale in Rogaška Slatina. Mestni odbor Slovenske demokratske stranke Velenje je skupaj s svetniško skupino SDS v svetu mestne občine Velenje v Vili Bianchi v Velenju pripravil okroglo mizo. Osrednji gostje so bili evropska poslanka in 3 poslanci državnega zbora. Okroglo mizo so naslovili Nova Evropska komisija in kdo nam vlada v Sloveniji. Osrednji gostje so predstavili svoja stališča do določenih tem, s katerimi se kot poslanci še posebej ukvarjajo. Nekako smo začeli ugotavljati, da je treba tudi z druge strani nekako prikazati, kaj se dogaja ali v Evropi ali v Sloveniji. Zato smo se pač odločili, da povabimo evropsko poslanko Zalo Tomašič in pa 3 poslance državnega zbora. To so Jožef Jelen, Franc Rosec in pa Žan Mahnič. Kot vemo, je danes bila tudi vložena interpelacija zoper vlado. Vidimo, da pač zadeve ne grejo v pravo smer oziroma za ene grejo v pravo smer, za druge pa ne. Evropska poslanka Zala Tomašič je najprej spregovorila o predlogu novega zakona o medijih, za katerega meni, da je slab, izpostavila pa je 2 zadevi. Sedaj stvari, ki so v pristojnosti policije, tožilstva in pa sodne veje oblasti, prenaša na uradnike Ministrstva za kulturo oziroma AKOS-a, ker stvari, kot so sovražni govor, kot je pozivanje k terorističnem dejanju, so že kazniva dejanja in so kazniva dejanja za vsakega državljana, kar je tudi prav in jih ureja kazenski zakonik. Zdaj bomo pa mi vse te stvari, namesto da bi o tem odločalo tožilstvo in pa sodne veje oblasti, bo o tem odločal nek uradnik. In v zakonu ni napisanih nobenih kriterijev, kako to. V zakonu pa piše, da je lahko kaznovan tudi posameznik od 100 do 500 evrov globe, kar je zelo problematično. Druga stvar je pa, se pa tiče državnih pomoči, finančne pomoči, in sicer vlada je napisala v zakon, da lahko sama določa posebne pogoje pri dodeljevanju financ medijem, kar je izjemno problematično, ker ne vemo, kaj bodo ta določila in v bistvu to po mojem mnenju pomeni, da lahko od razpisa do razpisa te pogoje prilagaja, da jih dobi tisti medij, ki je naklonjen vladi. Poslanec Jožef Jelen prihaja iz Zgornje Savinjske doline, zato še posebej spremlja popoplavno obnovo. Vlada oziroma predsednik vlade je takrat v tistih prvih dneh obljubljal po 100 hiš na mesec, hitrejše postopke umeščanja objektov v prostor. Žal se od tega nič ni zgodilo. Mislim, da zdaj v leto in pol se gradi v Sloveniji 15 hiš, niti ena še ni bila vseljena, oziroma ena je bila vseljena, ta je Slovenj Gradca, ko so jo pač donatorji sami zgradili, tako da stvari tečejo prepočasi. Prav tako ljudje gledajo v nebo, kadar pada dež, ker tudi ni protipoplavnih zaščit. Obljubljajo državni prostorski načrt, da bi naj bil predstavljen v letošnjem letu, ampak glede na napovedi mislim, da bo težko. V zvezi s to temo je državni zbor sprejel kar nekaj zakonov. V naši poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo takrat predlagali kar nekaj amandmajev, s katerimi bi pohitrili postopke. Žal niti eden amandma od teh ni bil sprejet. Tudi zdaj vlagamo zakone, spreminjamo člene, s katerimi bi pač nekako ljudem popravili krivice, katere se jim dogajajo, pa tudi tu ni posluha, tako da jaz ne vidim neke rešitve pod to vlado. S področjem energetike je še iz časov pred nastopom poslanske funkcije povezan Franc Ros, ki je kritičen do prenosa TEŠ in velenjskega premogovnika v SDH. Mi smo vse skozi poskušali in bomo še naprej na tem delali, da bi se bilo voljno potruditi vladi, da bi se bila izpogajala v Bruslu, da se ti CO2 kuponi za določen čas zamrznejo. Namreč tisti člen v tem, ki piše glede te nedovoljene državne pomoči, je tudi tako citiran, da lahko se država, če se odloči, se lahko izpogaja, da se pač doprinese oziroma se izpogaja neki bonus. Glede na to, da naša država ima samo en premogovnik, pa eno termoelektrarno, ki zagotavljata neki zanesljivost sistema
bi bile to dobre karte. Mi smo tudi v preteklosti zagovarjali, da se naredi NEPN, da se neka študija naredi, kaj pomeni, če se izloči težji premogovnik ven iz skupine HSE, kaj bo to pomenilo na trgu elektrike, kaj bo to pomenilo širšo in za gospodarstvo in vse te zadeve, ampak žal ni bilo posluha. Jaz sem že večkrat rekel, da nam vlada mafija in dejansko elektrotajkun Robert Golob je dokazal, da žal države ni kompetenten, nesposoben voditi. To lahko ljudje nenazadnje vsak mesec vidite na položnicah, lahko vidite praktično vsak drugi dan, ko gre kdo tankat bencin, dizel, ne, pa primerja s cenami recimo na Hrvaškem, kjer je praktično 20 centov ceneje. Lahko se to vidi na južni meji, kjer ilegalni migranti brez problema vstopajo v državo. Lahko to vidijo kmetje, ki se ukvarjajo namesto s kmetovanjem bolj z birokratskimi ovirami. Ne. V zgodovini države se nam še ni naredil, da bi komu ukradli konje. Vidimo, da imamo žal neefektivno policijo, ki se žal ukvarja sami seboj, šefi se ukvarjajo sami seboj in še bi lahko našteval. Skratka, v teh 3 letih je Robert Golob dokazal, da ni kompetenten in dorasel funkciji predsednika vlade, tako da že komaj čakamo volitve, ki bodo po mojem mnenju marca naslednje leto. Na okrogli mizi so govorili še o številnih drugih temah, med drugim o razlogih za interpelacijo vlade in zbiranju podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatkih pokojninam umetnikov, ki poteka do 26. marca. Festival literature sveta Fabula je najodmevnejši literarni festival v Sloveniji in eden najpomembnejših v širši regiji. Letos bo prvič večji del osrednjega in spremljevalnega programa potekal v Celju pod sloganom Izkrivljena resničnost. Festival že več kot 20 let organizira založba Beletrina. Letošnji koproducenti pa so Cankarjev dom, Osrednja knjižnica Celje, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Goethe inštitut. Organizatorji so letošnji program in posebnosti festivala predstavili v četrtek na novinarski konferenci v Osrednji knjižnici Celje. V želji po decentralizaciji kulturnega dogajanja in širitvi festivala je namreč letos Fabula prišla v Celje, ki bo od 1. do 21. marca na različnih lokacijah prostor osrednjega in spremljevalnega programa. Celje je predestinirano za večje kulturne zgodbe, ki jih tudi delno ima, ampak mogoče doslej ob nekih rednih dejavnostih manj na področju literature. Pripravljenost za sodelovanje je izjemna. Tu smo naleteli na odprta vrata, tako rekoč povsod, kamor so šli naši producenti, smo tudi mnogo stvari morali odložiti še za prihodnja leta. Leto začenjamo z neko zgodbo, za katero res upamo, da bo trajala dolgo časa in da se bo širila in bo sprožila tisti bralno navdušenost, tisto povezanost s knjigami, ki si jo vsi želimo in ki jo ni zmeraj lahko doseči. Vemo, da živimo v časih, kjer pozornost pada, kjer so hitre, instantne informacije tiste, ki oblikujejo naše življenje. Mi pa vseeno mislimo, da neko kompleksno mišljenje, neko srečevanje med ljudmi, predvsem v nekem mednarodnem kontekstu, da neko veliko dodano vrednost in postavlja s tem tudi Celje na literarni zemljevid Evrope. Celje seveda je tudi ne le knežje mesto, ampak tudi knjižno mesto, s Fabulo pa toliko bolj. Treba je reči, da Celje je eno izmed osrednjih kulturnih središč v naši državi z izjemno razvejano mrežo tako javnih zavodov kot nevladnih organizacij, ki na tem področju delujejo. Temu mestna občina Celje že tradicionalno namenja tudi znatna sredstva. V strategiji razvoja kulture pa smo se lanskem letu zavezali, da bomo spremenjenim razmeram v dojemanju občinstev sledili tudi z bogatitvijo programa. Želimo si, da je Celje mesto, ki v vseh letnih časih ponuja izjemna kulturna doživetja, dogodke, ki presegajo lokalni pomen in na tak način že kar nekaj aktivnosti tudi izpeljali. V lanskem letu je v Celje prišel festival stare glasbe Sevik, ki je bil izjemno dobro sprejet pri občinstvih. V prihodnosti si želimo vzpostaviti tudi še en lokalen festival
festival posvečen naši svetovni popotnici in pisateljici Almi Karlin, in Fabula kot izjemen mednarodni festival, najpomembnejši v naši državi na področju literature in romanopisja, je vsekakor ena odlična pridobitev za naše lokalno okolje. Ob tem bo poleg dogodkov v Celjskem gledališču in drugih lokacijah v Celju nekaj literarnih srečanj tudi v drugih krajih Savinjske regije, tako da s tem Celje krepi vlogo središča regije. Hkrati pa s tem spodbujamo razvoj ustvarjalnosti, pa tudi konzumacije najzahtevnejših besedil med našimi občankami in občani, in verjamem, da bo Celje ta festival vzelo za svojega, da bodo dvorane, tako kot so na drugih prireditvah, ki jih naši zavodi pripravljajo, polne, in da z leti res požene korenine v tem okolju, v duhu decentralizacije naše države, kjer si moramo prizadevati za to, ne da razpršimo vso produkcijo, ki jo imamo, ampak da vzpostavljamo policentričen razvoj središči, ki so sposobna tudi presežkov, tako v smislu ustvarjalnosti, kot privabljanja avtorjev iz celega sveta. Letošnje osrednje literarne gostje so japonska pisateljica Yoko Tawada, britansko-nemška avtorica, publicistka in aktivistka Sharon Doda Oto, mehiška pisateljica Guadalupe Nettel ter hrvaška avtorica in scenaristka Dora Šustić, ki se jim je v sklopu Fabula Hub pridružil obetavni italijansko-pakistanski avtor Saif ur Rahman Raja, s katerim so v Celju odprli tudi Fabulino literarno rezidenco. Pravzaprav vsako leto festival prinese v slovenski prostor 5 izbranih svetovnih imen. Gre za izjemno prepoznavna imena svetovne literature, ki prihajajo iz različnih držav. Vedno pri kuratorskem procesu pazimo, da namenjamo enakovredno pozornost tako spolni raznolikosti do tega, da pač seveda se te pisave nekako soočajo za skupno noto festivala, ki v letošnjem letu nosi slogan Izkrivljena resničnost. Program Fabule pa prinaša še številne druge dogodke. Torej, Festival literature sveta Fabula prinaša izjemno raznovrsten program, vse od osrednjih dogodkov, literarnih srečanj z velikimi svetovnimi avtorji do spremljevalnega programa, ki bo med 1. in 21. marcem resnično prevzel celotno mesto z raznolikimi dogodki, od mladinskih delavnic do glasnega branja za starostnike, do prepleta literature z drugimi umetnostmi. To se pravi, po celotnem Celju bo program potekal kot tudi izven Celja na širšem regijskem in nacionalnem nivoju. In kaj sporoča glavni slogan letošnje Fabule Izkrivljena resničnost? Da pravzaprav ravno preko literature lahko preoprašujemo svet okoli nas, v katerem živimo. Letos Beletrina predstavlja tudi novo zbirko literature sveta. Festivalsko dogajanje se bo pričelo danes, uradno odprtje pa bo v četrtek v Slovenskem ljudskem gledališču Celje z britansko pisateljico. V knjižnici Velenje so v torek predstavili novo knjigo Gustava Šiliha, Kratka proza, pesmi in dramatika. V majniškem jutru. Meglice srebrne že vstajajo in plavajo čez polje. In cvetke vse rosne še sanjajo in sanja z njimi moje dekle. Njen temno-zeleni gaj je ves tih in čaka na sonca poziv. Le tu in tam pritajen vzdih gre preko tihih njiv. In jaz, dekle, jaz molim zdaj za tvojo srečo, za tvoj mir. In vse naokrog je bajni maj in vse naokrog je mir. Knjiga prinaša dragocen pogled v manj znana literarna dela Gustava Šiliha. Gre za projekt, v katerem pravzaprav prikazujemo celovito literarno delo znamenitega Velenjčana Gustava Šiliha, katerih dela do sedaj še niso bila objavljena. Bila so morda prikazana v gledališču enkrat, pa tudi v kakšnih časopisih posamezne pesmice ali odlomki. In Velenjska knjižnica se je v lanskem letu odločila, da objavi v celoviti knjigi njegov celovit opus, poleg že objavljenih seveda Belega dvora in Nekoč je bilo jezero, in pa seveda cele plejade opusa pedagoškega njegovega dela. Mi smo se skoncentrirali samo na literarno delo,
in mislim, da je to poklon znamenitemu Velenjčanu, znamenitemu literatu, predvsem otroškemu literatu, in pa seveda velikemu pedagogu, katerega smernice še danes v pedagoškem procesu v Sloveniji močno veljajo. Kratka proza, pesmi in dramatika. Povabili smo tudi še vedno precej obširno sorodstvo Gustava Šiliha, ki živi razseljeno po Mariboru, Velenju, Angliji in kar nekaj se jih je odzvalo. In mislim, da bo to en lep literarni večer, poklon velikemu človeku. Knjigo Gustav Šilih, kratka proza, pesmi in dramatika je predstavila Andreja Ašber, zbiralka njegovih besedil in avtorica spremnih besed k njegovim delom. Gustav Šilih je naš rojak, je izvrsten pedagog, odličen literat in mi smo to njegovo plat hoteli poudariti. Tudi s to objavo, sicer sta dva romana že bila objavljena, Beli dvor in nekoč je bilo Jezero, ampak tukaj gre pa res še za njegov opus neznan praktično in to smo želeli objaviti. V knjigi so zbrana besedila, ki so bila objavljena pod različnimi psevdonimi v literarnih revijah, pa tudi dela, ki doslej še niso ugledala luči sveta. To so pa v roke prišli rokopisi, tipkopisi pisatelja, ki so razpršeni po različnih inštitucijah, nekaj je bilo na muzeju, nekaj smo mi imeli še v neobdelanem fondu. In potem je še gospa Nataša Gorlov-Verdel, tajnica na Gustavu Šilihu, prinesla en sveženj in takrat se je porodila ideja, da je pa zdaj pa že čas, da mi naredimo eno zbrano delo. Avtor je Gustav Šilih, avtorje dodatnih besedil oziroma komentarjev sva s kolegom Davidom Vidmarjem Čerujem. Knjigo je prekrasno oblikoval Stane Hafner, zelo nam je pa pomagala tudi vnukinja Gustava Šiliha, Majna Šilih, ki je prinesla tudi svežne rokopisov iz zapuščine svojega dedka. Mislim, da je namenjeno, čeprav gre za daljšo povest, žanra vzgojni oziroma razvojni roman. Mislim, da je to literatura za odrasle, tudi za otroke, pa drama Kaverna je pa za odrasle. Kaverna je bila pa sicer uprizorjena leta 1932 štirikrat in smo pač pretipkali besedilo, predlogo dramskega besedila. Literarni večer je s prebiranjem Šilihovih pesmi in odlomkov obogatila Irena Zalar. Lahko bi rekla, da sem ga spoznala kot otrok, ker sem v 3. razred začela hoditi na osnovno šolo Gustava Šiliha, takrat je bila nova in smo imeli v avli njegovo veliko sliko z napisom Vse, kar ustvariš v življenju velikega, z nič truda je le malo ali nič vredno. Za glasbeno spremljavo sta poskrbeli Jerica Erjavec in Kristina Golob, dijakini 2. letnika glasbene šole Fran Korun Koželjske Velenje pod mentorstvom Matjaža Emeršiča. Iz proznega dela z naslovom Učiteljica. Na stopnicah je zašumelo in za hip potem nekoliko zaropotalo in bilo je čuti, kako je po hodniku poletelo nekaj bosih nog. Sunkoma so se odprla vrata in njen bratec Franci je prihitel k njej, jo obrel okrog vratu in nastavil usta na njena ušesa. Pri vratih pa je obstala njegova stalna soigralka, nadučiteljica Vladka, in sramežljivo žvečila konec predpasnika. Malči, nekaj ti bom povedal, je Franci pravil na uho. No, kaj pa je Franci, ga je pobožala sestra po kodrasti glavici. A veš, jaz in pa Vladka se bova oženila, kadar bova velika. Pogledal jo je silno resno. Ja, kdo pa je to rekel? Vladka, pojdi sem, kaj ne da se bova oženila? Ja, midva se bova, je izjavila Vladka kategorično in se vklenila Francija. No, ti, malči, je rekel Franci in jo proseče pogledal. Zdaj bi pa rada svatbo že danes, pa nič nimava. Aha, vidva bi rada potice, se je zasmejala malči in vstala ter odšla ugoditi želji svojih otrok. Smehoma je prišla nazaj v sobo. Otroci.
Občina Šentjur je v sodelovanju s tamkajšnjo športno zvezo na prireditvi podelila priznanja najboljšim športnikom, ekipam in skupinam v letu 2024. Šport je več kot le telesna aktivnost, je način življenja, ki prinaša številne koristi za telo, duha in družbeno življenje. Je bilo slišati na dogodku, ki so ga v občini Šentjur posvetili športnikom, ki so svojimi uspehi izstopali v preteklem letu. Kot je v nagovoru zbranim povedal Tomaž Barada, nekdanji vrhunski kickbokser in tekvandoist, si športnimi aktivnostmi zagotovimo boljše zdravje in kakovost življenja. Za spodbudo mladim, ki so šele stopili na športno pot in z rezultati že opozorili nase, so najprej podelili 12 priznanj perspektivnim športnikom. Saj se zavedajo, da začetek športne dejavnosti v mladosti vpliva na telesno, čustveno in socialno dobrobit posameznika. Disciplina, vztrajnost in timsko delo so alpinistično odpravo Zanskar, plezalnega kluba Rifnik Šentjur, lani vodili do osvojitve 6431 metrov visokega vrha v indijski Himalaji. Za omenjeni podvig so prejeli priznanje za odmevni projekt športnega društva. Ja, bilo je v resnici čudovito. Pričakovali smo mogoče kakšne malo bolj kompleksne težave, naleteli smo na relativno lahko prehodne, razen sekcijsko malo bolj zahtevne dele za poplezati, drugače pa pokrajina je čudovita. Bili smo sami kolegi, ker za toliko časa že moraš imeti zraven človeka, s katerim boš zdržal. Drugače pa ja, kakor sem rekel, področje je neverjetno, neraziskano. Mi smo zdaj v bistvu šele začeli pohajati v te stvari. Zraven smo imeli zvezdnega oficirja, ki je skrbel za to, da mi ne bi odšli v kakšno drugo državo, saj Indija še vedno v vojni s Kitajsko in s Pakistanom, in jaz je malo varoval, da ne bi šli predaleč in ne bi osvojili kakšnega drugega 6000-čaka, za katerega nismo plačali dovoljenja. Letos so razglasili kar 2 športnika invalida. David Škorjanc se po nesreči z motorjem ukvarja s košarko na vozičku. Vključen pa je v društvo paraplegikov Celje Termana in avstrijski klub RBB Flintstones Graz. Z obema kluboma dosega odlične rezultate. Ja, definitivno eden izmed glavnih je državni prvak za ekipom Celje. Verjetno še pa tudi vsi ostali dosežki na klubskem nivoju z Grazom in pa z reprezentanco države Slovenije. Za letos je plan enak kot lansko leto. Zaenkrat plan seveda ponovno ciljamo na državne prvake in pa da bomo tudi v regionalni ligi prvi, in pa v Avstriji imamo letos plan vzeti državno prvenstvo avstrijsko. 4-kratni udeleženec paraolimpijskih iger Henrik Plank na zadnjih je dosegel 7. mesto v metu diska in bil tudi nosilec slovenske zastave, pa se po poškodbah že spogleduje z drugim športom. Ja, načrte ne bom izdajal, zato ker če jih izdaš, potem ponavadi to ne narediš ali pa se kaj zalama. So neki plani, moram biti malo skrivnosten, zato ko ne gre tako, je v planu, ne. Ja, atletika se počasi poslavlja, ne. Bo treba najti drug šport, pa leta so že tu čist tak, ne. Take napore ne grejo več, ampak zamotiti se je treba, tako da bomo probali v drugem športu, pa mogoče kako priznanje v drugem športu. Ekipa leta je postala jazz mala skupina plesnega društva TBA, ki je športom povezala še umetnost in estetiko. Dosegla je 1. mesto na državnem prvenstvu, 5. na svetovnem in 7. na evropskem prvenstvu. Urška Ugrizek iz atletskega kluba Asfalt Kovač Šentjur je prejela laskavi naziv športnice leta. Lani je med drugim na slovenskem državnem prvenstvu dosegla kar 2-kratno zmago med posameznicami U18 in 1. mesto za reprezentanco Slovenije v teku na 100 metrov. Ja, v bistvu najbolj ponosna sem na evropska prvenstva, balkanska prvenstva, v bistvu na nove osebne rekorde, klubske rekorde. Tudi sem ponosna v bistvu na ljudi, ki me podpirajo, trener, občina, fizioterapeuti, maserka. V bistvu vsi ljudje, ki mi pomagajo pri moji poti.
Motokrosist Žan Žaler pa je postal športnik leta 2024. In s čim si je prislužil ta naslov? Naslov državnega prvaka, zato sem res garal 10 let zele. In pa tudi avstrijsko prvenstvo, ko sem dosegel dobre rezultate. In pa pokalno ter MZS prvenstvo, prvo mesto. Največ mi pomaga družina, drugače pa tudi vozim za Yamaha Slovenija. Praznik športa v občini Šentjur so z vrhunsko predstavo popestrili člani tekvando kluba Ahac Šentjur, plesalke plesnega kluba TBA in ansambl Juri. Drage gledalke in cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratni oddaji VTV Magazin. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.